Lep pozdrav, že smo nazaj. To je bilo torej nekaj na kratko o gledališču Ane Monro z Goratom Osojnikom. Ja, res kar zanimiv festival se nam obeta, tako kot se seveda za poletje spodobi. Za poletje se pa spodobijo tudi visoke temperature in sončno vreme in ravno takim smo priča zadnje dni, kako dolgo pa bo tako ostalo, pa ve naša Gala, morda nam je spet pripravila kakšno rimo ali pa nekdo bi vedel, Gala nas vedno preseneti. Ja, tokrat kar taka klasična napoved, da bo zagotovo jasno, kaj se bo dogajalo. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo znova zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zvečer ali v noči na četrtek bo predvsem na severozahodu in severu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo še naprej sončno in vroče. V četrtek bo pihal jugozahodnik, pozno popoldne ali zvečer v gorskem svetu ni izključena kakšna vročinska nevihta. V petek popoldne bodo predvsem na severu Slovenije možne posamezne nevihte. In pa velja opozorilo, danes in v naslednjih dneh bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Toliko zaenkrat z moje strani, Rok, sedaj pa kar vračam besedo nazaj v studio. No, opozorilo tudi ne pozabite veliko piti, veliko tekočine je potrebno. Gala, upam, da kaj piješ tudi med tvojimi javljanji. Ja, spijem veliko vode. No, tako je tudi najbolj prav, voda najbolj zaleže. Hvala lepa za tole napoved, Pija, no mi pa se sedaj vračamo v sončne Gameljne. Tako je, v Gameljne, Zgornje Gameljne, kjer stoji ruska dača že dobrih 100 let. Ja, en kratek prispevek je od tam Pija že 2 bloka nazaj posnela, no sedaj pa se spet vračamo, kajti ruska dača skriva tisočere zgodbe in Pija jih odkriva ter deli z vami. Takole Pija in ruska dača, pogovarja pa se naj še to omenim, torej z Alešem Musarjem, lastnikom tele omenjene ruske dače. Pa si oglejmo ta prispevek. Dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Nadaljujemo obisk in ogled ruske dače tukaj v Gameljnah. Zdaj smo že v novem prostoru, tole je knjižnica. Kaj se lahko najdemo tukaj? No, v knjižnico smo postavili knjige, ki sem spadajo po več različnih kriterijih. Eno je, da so iz časa Petričev, kot je recimo Konverzations, leksikon, se pravi, če ste želeli biti pametni, ste si vsako geslo lahko pogledali, a ne? Nemški, jasno, iz tistega časa. Potem so knjige, ki se navezujejo na predmete v ruski dači, nekaj je o ruskih predmetih, nekaj je o slikah, recimo tisti katalog, ki sva ga omenila v zelenem salonu, je v knjižnici. Meni se zdijo najbolj zanimive knjige, ki so pomembne za Slovenijo, ki predstavljajo del naše kulturne dediščine, pa niso nujno samo v slovenščini. No, seveda najbolj izrazito neslovenska knjiga, ki predstavlja temelj pravzaprav opisa Slovenije, je Slava Vojvodine Kranjske, ki jo je Valvazor napisal seveda v nemščini. In tule imamo drugo izdajo iz 19. stoletja in tudi prvo izdajo iz leta 1689. Pa to niti ni najstarejša knjiga tule. Še starejša je Carniolija Antiqua et Nova, to je knjiga, ki jo je napisal Johann Schönleben, knjižničar pri grofih Auerspergih in izdal 8 let pred Valvazorjem. Valvazor jo je v resnici uporabljal kot enega izmed svojih virov. Ampak, ko sem ravno omenil Auersperge, se mi zdi recimo pomembno tudi to, da se spomnimo ustvarjalcev, ki so na tleh Slovenije pisali v nemščini. Ravno grof Auersperg je pod psevdonimom Anastasius Grün pisal pesmi, bil celo zelo priznan pesnik v nemščini in seveda je prijateljeval z našim Prešernom. Skupaj sta na grofovem dvoru pri Krškem prebirala Slavo Vojvodine Kranjske. In iz ene legende, ki je tam notri zapisana, sta napisala vsak svojo pesnitev, Auersperg v nemščini, Prešern v slovenščini, no to poznamo kot Povodni mož pri nas.
Se pravi, se ni spomnil v Ljubljani, kot si verjetno mislimo ponavadi. Ne, to je legenda, ki jo je Valvazor že zapisal v Slavi. Torej, ko govorimo o tej knjigi pred slavo Vojvodine Kranjske, gre za isto zasnovo, se pravi predstavitev krajev, grafike, raznih vedute? Pravzaprav gre bolj za zgodovino, zelo malo je ilustrirana, samo zemljevid je notri in nekaj vinjet. Gre za zgodbe, ki jih je Schönleben potegnil od rimskih časov pa do legend, ki so obstajale v njegovem času o preteklosti dežele Kranjske. Ste jo kaj prebrali? Latinščina ni čisto moj jezik, se bojim, da toliko klasične izobrazbe vendarle nimam. Nemščino še nekako, čeprav je gotica kar problem. Ja. Pa je poleg teh knjig najti še kaj novejšega mogoče, dejansko v slovenščini? Imamo nekaj knjig, ki so izhajale v času Petričev, nekaj prvih izdaj Cankarja recimo. Cankar je ustvarjal v točno istem času, ko so Petriči bivali tule v ruski dači in je dal pač nek drugačen pogled na tisti čas, pogled malo bolj poln trpljenja. Ravno zato se mi zdi zanimivo, da se spomnimo tudi meščanskega življenja v letih pred Prvo svetovno vojno. Namreč takrat je Slovenija cvetela. Slovenski intelektualci so zasedali pozicije, imeli smo ljubljanskega župana Slovenca, pa župane seveda številnih drugih mest. Ob istem času, ko je potekala cesarska večerja v Unionski veliki dvorani, je potekal mali banket, ki ga je župan Ivan Hribar priredil za slovenske župane v hotelu, v pač nekoliko manjši dvorani. Pa tule se spomnimo seveda tudi drugih dogodkov, ki so bili pomembni za Slovenijo in morda najbolj pomemben politični dogodek v zgodovini Slovenije je bil Ljubljanski kongres, katerega 200-letnico obhajamo prav v letošnjem letu. Boste temu posvetili mogoče tudi vi kakšen dogodek? V okviru praznovanja 200-letnice se pripravlja kakšna publikacija, pri kateri bomo sodelovali, sicer pa našim obiskovalcem vedno povemo kaj o tem kongresu, ravno zato, ker je to bil čas, ko je Slovenija bistveno bolje spoznala Rusijo kot predtem. Namreč za časa Ljubljanskega kongresa je v Ljubljani bival ruski car Aleksandar I skupaj s celotnim dvorom in to kar 4 mesece. Ljubljančani so ga lahko videvali na ulicah, tako da se je res takrat prišlo do enega takega precej bolj pristnega kontakta z Rusi in tudi prvega resnega kontakta z rusko kulturo pri nas. Je tudi tale gospa za nama Rusinja? Tale gospa za nama je in ni Rusinja. Tole je namreč Katarina Velika, ki je babica carja Aleksandra in ona je bila Nemka po rodu, ampak seveda ruska carica, celo ena izmed tistih, ki jo Rusi najbolj čislajo. Za njenega časa je Rusija dobila pomembno vlogo v Evropi, razširila se je do konca do Pacifika, proti jugu je osvajala ozemlja, ki jih je takrat iztrgala turškemu imperiju. Skratka, Rusi so zelo ponosni na njo. Ponosni tudi zato, ker je takrat vzpostavila popolnoma modernizirano zakonodajo in je v resnici svojo vladavino začela s knjigo. Napisala je namreč navodila komisiji, ki je imela za nalogo napisati zakonodajo. In en izvod teh navodil smem, imamo tamle. Pa le pogledajmo tole malce od blizu, malce bolj od blizu, da lahko vidimo. To je res stara knjiga. Ja, to je knjiga, ki nosi naslov Code de Catherine, se pravi Katarinin zakon in je v francoščini. Instruction adressée par Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russes, se pravi inštrukcije, ki jih je carica vseh Rusov dala svoji komisiji. No, usoda tele knjige je kar nekoliko hecna, namreč Katarina je svojo navodila napisala v francoščini. Francoščina je bila jezik sociologije in diplomacije tistega časa, zato je bilo toliko lažje to napisati. Potem so jo prevedli v nemščino in ruščino za uporabo v Rusiji, potem so pa vzeli nemški izvod in ga prevedli nazaj v francoščino
za to, da bi ga izdali v Franciji leta 1769, no in to je ta izvod, ki so ga pa v Franciji prepovedali, ker je bil preveč liberalen. Ker ni ravno iz Francije izhajala ta razsvetljenska miselnost. Ja, ampak očitno na dvoru ni bila najbolj priljubljena. Sicer pa knjige tukaj, čeprav smo v knjižnici, niso tudi edina, bomo rekli, zanimiva stvar, ki jo tukaj najdemo. Konkretno, če se mogoče malce ozreva še gor k tem ornamentom, verjetno ste rekonstruirali te otroke, ki plešejo. Ne, za razliko od večine drugih poslikav, ki so rekonstruirane, se pravi, rekonstrukcija pomeni, da smo vzeli originalno poslikavo, pripravili novo šablono in poslikavo naredili na novo, so ti otroci restaurirani. Namreč strokovnjakom iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine se je ta vzorec zdel tako poseben, da so prosili, če bi ga lahko restaurirali, se pravi ohranili takega v prvotni plasti, kot je bil. To je vzelo nekaj mesecev dela, zelo skrbnega, s majhnimi špoklički in zobnimi krtačkami, pa potem še majhnimi čopiči za ojačanje barve, ampak tule lahko rečemo, da imamo originalno poslikavo iz Petričevega časa. Gre pa za sliko na roke ali za šablono? Za šablono. Če pogledamo tistele pikice, ki jih imamo tamle med vzorci, so to pike, ki so bile narejene za to, da se je šablono zelo precizno postavilo, ker en vzorc prehaja v drugega in je moralo biti res zelo precizno poslikano. Se pravi, iz kartona izrezane luknje tam, kjer vidimo poslikavo, položene na zid in potem ročno slikano, ročno barvano čez šablono. No, preden se posloviva, mogoče še kakšno besedo. Tukaj v tej sobi lahko Petriča tudi vidimo, kaj ne? Res je. In tukaj smo zelo hvaležni njegovima vnukinjama, da sta nam posodili in predali v hrambo nekaj družinskih fotografij. Tole, ki jo zdaj gledava, je fotografija Franca Petriča z njegovima 2 sinovoma, imel je še 2 hčeri, in sicer zraven kopije članka o njegovem veličastnem ulovu jelena, in ta članek je izšel celo v časniku v Ameriki, ki je izhajal tam v slovenskem jeziku leta 1913. Tako da tukaj imamo podobo Franca Petriča. Pogledava še nekaj, kar je bilo njegovo osebno. Dajva na hitro, preden se odpraviva še dol. Tukaj le še kratek pogled na knjigo, o kateri sva prej govorila, Zemljevid Kranjske, lahko vidimo, ampak zdaj pa prihaja nekaj še starejšega. No, to je, se mi zdi, kar en tak ganljiv predmet. To je listnica, ki jo je imel Franc Petrič pri sebi, morda celo v trenutku svoje usmrtitve. Leta 1908 je namreč celotna družina šla k fotografu, tako da je dobil portrete vseh svojih najbližjih, žene in vseh 4 otrok, in to listnico je očitno nosil ves čas pri sebi. Tako kot imamo zdaj fotografije na telefonu, jih je imel takrat čisto zaresne fotografije v svojem prsnem žepu. Morda vemo, če kateri od potomcev še živ? Mlajši sin je imel 2 hčeri in obe 2 sta še živi, ja. To sta gospe pri nekaj več kot 80 letih in imata svoje potomce. Tako da potomci Franca Petriča še vedno živijo pri nas. Da. No, njegovi spomini pa tudi. In s tem to še ni konec. Ostanite z nami, še eno sobo morava pogledati tukaj v Ruski dači. Dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Zdaj tudi, če ne bi vedela sama, kako se imenuje ta soba, bi sklepala, da je nekaj modrega. Zakaj ste se odločili, da jo takole pomodrite? Spet zaradi vzorca, ki je bil v eni izmed drugih sob in smo ga potem tukaj rekonstruirali v modri barvi. Tako da se nam je lepo išlo, zeleni salon, modri salon, ampak v resnici tej sobi rečemo tudi cesarska soba, zaradi ene zgodbe, ki jo imamo v njej in je vezana na cesarja Franca Jožefa in njegovega poveljnika vojske, feldmaršala Radeckega, ki je bil ljubljanski meščan. In je bil dolgo? 4 leta. 4 leta, ampak zgodba njegovega prihoda v Ljubljano je tista, ki jo tukaj radi povemo, kajti hranimo sliko
še enega velikega slikarja 19. stoletja, Antona Karingerja, ki je naslikal dvorec, v katerem je feldmaršal bival v tem času in mu ga je cesar Franc Jožef dal v dosmrtno uporabo. Ta dvorec danes poznamo kot Tivolski grad in feldmaršal je nekaj velikega naredil za Ljubljančane. Odprl je dvorni park za meščane in tako je nastal Tivoli, gornji Tivoli, tisti, ki ga danes poznamo nekako kot ta glavni del Tivolija, Jakopičevo sprehajališče, če gledamo od Narodne galerije proti dvorcu gor. Ja, ker takrat se je Tivoli raztezal še veliko bolj proti današnjemu centru. Tako je, da današnje Slovenske ceste je bil še spodnji Tivoli, ampak so ga že v 19. stoletju pozidali med Prešernovo in Slovensko, ja, res je. Zakaj pa vi uporabljate ta prostor zdaj, ko je ruska dača prenovljena? No, seveda sem povabimo na oglede, ampak vsak prostor v ruski dači je namenjen temu, da se ga uporablja. Tako da, če je kakšno privatno praznovanje, recimo imamo ogled, ki mu potem sledi pogostitev s kaviarjem, imamo svoj kaviar in šampancem, ki je pravi šampanjec iz Šampanje pod imenom Ruska dača, je to lahko tukaj v modrem salonu. Tale okrogla miza je idealna za igranje taroka. Preizkušeno. In seveda lahko tule spijeva tudi čaj, o katerem sva prej govorila, smem? Izvolite. Pravi ruski čaj? Pravi čaj ni pa ravno iz Rusije, tega le imava iz Anglije. Se pravi, omenili ste, da imate tudi ruski kaviar, to pa prihaja verjetno direktno iz Rusije? Ne prihaja. Ne prihaja, namreč jesetri in vsa družina jesetrov so zaščitene ribe, tako da se zdaj iz divjih rib ne sme več sploh pridobivati kaviarja, ampak vse izključno iz gojenih rib. In to je veliko enostavno in vse prodajalne kaviarja po Evropi imajo svoje farme v Franciji in v Italiji, nekaj tudi na Poljskem. Tako da imamo zelo priznanega dobavitelja iz Italije. Zakaj se mu potem reče ruski kaviar? Gre za način izdelave? Ker gre za kaviar ruskega jesetra. To so nekaj metrske ribe, ki pač tokrat bivajo v Italiji. Ampak bistvo kaviarja je, da se mu sme reči tako samo, če prihaja iz rib družine jesetrovk. Tisto iz lososa so pač ribje ikre, ni pa kaviar. Se pravi, govoriva o teh večjih rumenkastih jajčecih. Sivkaste, zlate tudi v eni obliki, ja. Jesetrovke, mislim, da 20 vrst nekaj takega. Najbolj znane so beluga, ruski jeseter, pa potem sibirski jeseter, nekoliko manjši. No? Mi smo se odločili za najbolj klasičnega izmed njih. Ruski jeseter je tak sivkasto črn kaviar. Super. Se pravi, kaviar in čaj. Vidim pa, da imate tudi klavir v tem prostoru. Ga kdaj uporabljate tudi za koncerte? Vsaka meščanska družina zgodnjega 20. stoletja je morala imeti klavir. To je bilo nujno in vse hčere so se seveda učile igrati na klavir. In ja, ta klavir je iz tistega časa in je uglašen, tako da je bil že večkrat preizkušen seveda. Vi tudi igrate klavir? V starih časih bi se rekel, da sem ga nekoliko obvladal, ne toliko, da bi se upal tukaj zdaj javno karkoli zaigrati. Sicer pa vidim, da so tudi pribor je tukaj zelo poseben. To tudi prihaja iz tistega časa? Porcelan, ki ga v hiši uporabljamo, najprej ni samo za okras. Tudi tisti, ki sva ga videla zgoraj v zelenem salonu, je namenjen temu, da se ga uporablja med recimo cesarsko večerjo. In kriterij za izbor porcelana je bil ta, da je vzorec moral obstajati že leta 1908. Ko je torej gospa Petrič šla takrat v nabave novega porcelana za dačo, je imela na razpolago tako tistega v zelenem salonu, ki je iz firme Meissen, kot tegale modrega, ki je Royal Copenhagen, vzorec, ki je bil izdelan leta 1790 in potem naslednjih 200 let v proizvodnji. Skratka, podobo daje avtentično. No, pravzaprav je verjetno vse tukaj avtentično, ne, kot pravite. Tudi strop se mi zdi nekaj zelo posebnega. Ste imeli stropi kaj posebne težave, vendarle so leseni? Pravzaprav so bili leseni deli kar v dobrem stanju.
Velika večina zunanjega lesa, skoraj 80%, je originalnega, čeprav je bil v celoti restauriran. V notranjosti pa so vsa vrata, vsa okna in tudi strop originalni, samo so bili prekriti s 6-7 plasti lakov in barv. In je bil kar podvig, da so ga mojstri iz podjetja Gnom, ki je delalo obnovo, očistili do prvotne plasti, se pravi do prvotne površine, ugotovili tudi, kakšna barva je bila, gre namreč za smreko tonirano na mahagoni, in to imamo zdaj v dači tako, kot je bilo leta 1908. Kako pa so pili čaj leta 1908? Na enak način, kot ga lahko pijeva zdajle. Ali imajo Rusi kaj posebnega, se pravi nujno mogoče mleko, sladkor, ali se ga pije povsem čistega? Rusi pijejo običajno zelo močen čaj in lahko ga zelo, zelo sladkajo. Obstaja več variant, ki niso ravno univerzalno sprejete vse posod po Rusiji, tudi taka, da date sladkorno kocko med zobe in potem skozi dosrkate čaj, recimo, da je res ekstra sladek. Ampak ruski meščani so ga pili tako kot kjerkoli drugje, z limono ali mlekom, odvisno od vrste čaja, in iz skodelic, ki so jih tudi v Rusiji delali v klasičnem porcelanu. Ja. Pa to ne samo v petih, ne? Ne samo v petih, Rusi pijejo čaj kadarkoli. Se tudi Angleži pijejo čaj kadarkoli, v petih še nekaj pojejo zraven. No, če mogoče takole za konec malce obnoviva, kdaj vas lahko najdemo tukaj, kdaj bo mogoče prihodnji koncert? Koncerte bomo imeli praktično čez celo poletje, ob četrtkih in petkih, takrat so lahko tudi komedije, medtem ko je kavarna odprta vsak dan, razen ponedeljka, spet v celotnem poletnem času. Posebej lepo je na našem vrtu in posebej umirjeno se lahko počutite zraven našega ribnika. Ribnika, bojo ribe do naslednjega koncerta že notri? Ribe bodo do naslednjega koncerta zanesljivo že notri, ja. Tako, da bojo tudi otroci se lahko še malo bolj zabavali kot sicer. No, otroci si že najdejo kaj tukaj za zabavo, še posebej, če kakšni kužki pridejo na obisk, imajo potem en z drugim zabavo, ja. No, ja, res imate tukaj odličen ambient, mogoče samo še na hitro omeniva, če torej si želimo tukaj cesarsko večerjati, ali to lahko naredimo katerikoli dan v tednu? No, potreben je dogovor, seveda je lahko katerikoli dan v tednu, ko imamo vsi čas za to, se pravi tako obiskovalci kot naša ekipa. Gospod Kuntner je kar zelo zaseden igralec in je treba skoordinirati vendarle nekaj časa vnaprej. Ogledi pa sva rekla čez vikend. Ogledi ob sobotah in ob sredah, tako je. No, več pa mislim, da si lahko o ruski dači pogledate kar sami, če se pripeljete ali sprehodite do sem, ne nazadnje tudi ljubljanski potniški promet do sem pelje, avtobus. Imamo 8, 1 in 21, ki so vsa linije v bližini tukaj. Ja. Tako da se lahko mogoče tudi potem povzpnete še na dokaj bližnjo Šmarno goro ali kaj podobnega. Ali Rašica. Ali Rašica, tako, Rašica je pravzaprav bliže, za Šmarno goro je treba prečkati avtocesto, ampak v bistvu smo nekje na sredini. Iz zgornjih sob imamo pogled na eni strani na Rašico, na drugi strani pa ravno na Šmarno goro. Ja. No, ne pozabite, tudi sobo si lahko najamete. Tako, najlepša hvala za današnji ogled. Zdaj bova pa, mislim, da zapustila gledalce, zato da srkneva še malo čaja. Hvala za obisk in ja, zdaj se pa še midva nekoliko umiriva, ne, in srkneva tale čaj, kot ste rekli. Tako. Lep pozdrav iz ruske dače.